A je sam mene zmotil, a je še kdo opazil, da ni na Osenar serije na plakatu. Mislim, sedi na skretu hlačama med nogam serije. Zdaj, če bi ona tukaj rekla, ne, lulav, ja ne moreš lulat, pa zraven brskati po računalniku, odgovarjati na maile, se pogovarjati po Messengerju. Ne moreš, ker pač če ne, če lulaš, pa hitro narediš, če nemaš pa pač čas, malo več in tako. In jaz pravim ena stvar, hvala Bogu, da živimo v letu 2007. Zato, ker če bi živeli v letu 2017, bi bili te plakati večdimenzionalni. Če bi padal dež, bi bilo mokro pod plakatom. Če bi bila reklama za dišavo, bi dišalo okrog. Če bi ni na Osenar srala, bi bilo posran na vsakmu voglu. Mogla bi te smetarji, bi mogli vsak dan pod vsakmu čupo plakatom, na katerem je Nina Osenar pucati. Ampak po mojem bi jim dopizdili in po ene dveh dneh bi ona rekla, neč ne sama ona tipa, nekaj tip za njo pospravila. In ta njen tip, ne, on je pa legenda, on je pa tak cool, fant, rad jo ima vse. Odraščal je na kmetiji, zdrav kmečki fant in je itak navajen, da kurje se jerejo po celem dvorišču. Zdaj, dost o kurah, pa v Nini Osenar, se pravi, dost o kurah, tako da gremo en aplavz, tudi zame bo zdaj to nekaj novega, en aplavz za Andreja Težaka. Te mulci dostkrat pozabijo sami nase. V Nemčiji na eni turneji so bili zelo radodarni, organizatorji smo dobili ene 4 gajbe pira za 4 tipe, ki pijajo alkohol, lahko zračunate. Basist je bil najbolj priden in je malo večkrat ostali popil, kar je pač seveda sledilo, da je celo, ne vem, nočko zlov, ne. 4 zjutraj, valjda on se zbudil, gledal okoli sebe, vse je pokozlan, ne. Njemu ni jasen, on je spal. Kva zdaj? Ja nič, gremo menedžerje zbuditi, ne. Aj, težki, en je tam ful bruhov, ej. A ne. A res pizde. Zakaj pa? Ne vem, sam po mojem nisem bil jaz. Po čem to sklepaš? Tako, nimam tako okus v ustih. Kaj da ti zdaj veš, kakšen okus bi mogel imeti v ustih po 40 perih. Pač na prvem nastopu, ko sem se spoznala pa vse, tak nežen fantak, lepo rekelc, lepe čeveljčke, frizura, tako. Jaz sem mislil, da je gej. Zdaj se nad slabo, nimam nič proti gejem ali pa kaj, ampak pač vsi znaki so kazali na to, da je gej, dokler mi ni povabil na večerjo. Pa sem rekel, fakt, on je res gej. Zdaj, okej, morava zdaj to razčistiti, grem na večerjo, itak se usedeva. Še zmeraj sem prepričan, da je on gej, dokler ni naročil vegetarijanske večerje. Pa sem gotovo, on ni gej, on je vegetarijanc. Itak isto, ne, sam edin ena razlika je. Gej ne more biti vegetarijanc. In takrat sem rekel, kako nisem to dojel, gej ne more biti vegetarijanc, ker vsak ta prav gej, da saj 2-krat na teden nekaj mesa vase. Zdaj ne vem, pogoltne, ne, to je njegov stvar, ampak meso da vase. Ampak, glede na to, da zdaj vsak dan pride ena nova rasa ljudi, ena nova skupina ljudi, sem rekel lahko, da tudi to obstaja, kakšna posebna skupina teh gejev, vegetarijancev, ki bi jim pa lahko ljubkovalno rekel vegetarijanci. Ampak ne, on je legenda, zdaj geje, vegetarijanca je samo vegetarijanc. Včeraj je imel rojstni dan, 25. rojstni dan, danes največja nagrada, ki mu jo jaz dam, je to, da lahko le pred 250 folka razturi čisti in zdaj en velik aplavz za Tina Vodopivca. Jaz skozi gledam ta MTV zadnje čase, ki mi je res smešen. Da si že slišal on komad, ki je nekaj tako, baby, would you get your body from? I got it from my mama. I got it. To je bilo retorično vprašanje. Da me res zanima, ej, puči, kje si ti dobila ta telo? Od mami, pa od našega psa. Enkrat sem zaspal pri televizijo, pa tako spim, pa slišim, Porič, ženski tenis. Pri ženskem tenisu tam tekmujejo ženske, kjera bo več dosegla točk, pa kjera bo bolj orgazmičen zvok spustila. Tako bo vedno tako,
Pa fantje na tribuni, ko bi se vsaj še v posli tako drlajo. Kdo si sploh spomnil ta tenis? Kdo si spomnil pravila štetja pri tenisu? Zakaj nimajo 1, 2, 3, tako? Ne, mi bomo šteli po 15, koliko je moj IQ. Pa imamo 15 plus 15 je 30, plus 15 je 40. Plus 15 je nedoločeno število, to pa ne, konc, 1. Pa? Moje igre, moje pravila, pa ne tež. 15 love. Ja, moj dede ima drugače ful rad tenis. Malo mi tako vse športe rad, še posebej fuzbal. Sam pri fuzbalu je vedno mi smešen, ker je konc tekme, pa polčasa, sodnik vedno tako pokaže. Vedno zažvižga tako. Se ne znam žvigati. Znam zakaj? A tako mogoče kdo ne ve, kam mora iti? A se že kdaj zgodil tako, da je kakšen fuzbaler bil tako? Hej, sudija, kam zdaj? V garderobo? Ej, kje je to?